Spolna vzgoja v šoli in doma je ponavadi precej pomanjkljiva in veliko ljudi ima zato kar nekaj napačnih idej o spolnosti in seksu. V tem videu boš končno izvedel, kaj je res in kaj ni. Ne samo, da masturbacija ne škoduje, v resnici je lahko celo zdrava zate. Ampak seveda v nekih mejah normale, kot vsaka druga stvar. Pomaga ti lahko, da bolje spiš, izboljša tvoje počutje, te sprošča, blaži menstrualne krče, zmanjšuje stres in še. To so vedeli že stoletja nazaj, vse dokler ni leta 1756 v Londonu išla 12 strani dolga brošura proti masturbaciji. V njej je nekdo anonimno delil nekaj izmišljenih dejstev o tem, kako masturbacija škoduje. Kar naenkrat so vsi v Evropi na masturbacijo začeli gledati kot na nekaj najslabšega, kar lahko narediš. In veliko tega prepričanja se je, na žalost, ohranilo še danes. V bistvu je lih obratno, sploh če igračke uporabljaš skupaj s partnerjem. Raziskave kažejo, da pari, ki svoje spolno življenje popestrijo z igračkami, poročajo, da je njihov seks samo še boljši. In če te skrbi, da ti ne bo do seksa s partnerjem, če igračke uporabljaš solo, potem naj te tudi to ne skrbi, ker intime in bližine, ki ti jo lahko nudi samo človek, ne more nadomestiti nobena igračka, ne glede na to, kako super je. Deviška kožica se ne strga vedno. Se pa to zgodi, če ni dovolj lubrikacije in če se že poškoduje, se potem tudi zaceli nazaj. Deviška kožica je pri večini deklet precej raztegljiva in če je dovolj lubrikacije, naravne, ali pa če uporabiš lubrikant, potem se sploh ne pretrga in ne boli. Nekatera dekleta se celo rodijo brez deviške kožice. Večina deklet pa ima deviško kožico, ki prekriva majhen del vhoda v nožnico. Spet druge imajo kožico, ki prekriva večji del vhoda v nožnico. Zelo redko pa se zgodi, da se kdo rodi s kožico, ki prekriva cel vhod in zato potrebujejo kirurško odstranitev. To je pa še kako res, predvsem za ženske. Ženske imamo krajšo sečno cev, zaradi tega prej lahko dobimo kakšno vnetje, ker bakterije hitreje pridejo do mehurja. Med seksom smo bolj izpostavljene raznim mikroorganizmom, ki lahko zaidejo v sečnico. S tem, ko greš čim prej po seksu lulat, vse te bakterije odplakneš ven, še preden lahko povzročijo težave. Še en mit. Veliko ljudi si misli, da bodo itak takoj videli, če ima njihov partner neko spolno prenosljivo bolezen. V resnici pa ni tako. Veliko ljudi včasih sploh nima simptomov in niti ne vejo, da kaj imajo. Vseeno pa so lahko prenašalci. Primer takih bolezni so klamidija, gonoreja, AIDS ali pa genitalni herpes. Kondome uporabljamo za zaščito pred spolno prenosljivimi boleznimi in pa pred nosečnostjo. Kondom, ki je bil že uporabljen, ne bo nudil te zaščite, ker zelo težko bo kondom popolnoma čist in tak ne more ščititi pred spolno prenosljivimi boleznimi. Pa ne bo se več dobro prilegal, kar pomeni, da lahko pade dol. In pa, ker kondom ni varno shranjen v lovitku, ne veš, a je poškodovan. In če je poškodovan, potem prej poči ali pa lahko pušča. Zanosiš lahko, ko ovuliraš. In to se zgodi enkrat v menstrualnem ciklu. Sperma pa v ženskem telesu lahko preživi do 5 dni. To pomeni, da če imaš spolni odnos 5 dni pred ovulacijo, vseeno lahko zanosiš, ker ovulacijo imaš lahko že nekaj dni po menstruaciji. Veliko ljudi tudi misli, da ne moreš zanositi, ko imaš prvič spolni odnos. Ampak zaradi istih razlogov tudi to ni res. Zanosiš pač lahko, če imaš spolne odnose v času ovulacije ali pa nekaj dni prej. Načeloma je to res. Maternica na noben način ni povezana z anusom. Vendar pa, če imaš nezaščiten analni seks in sperma uide ven, ali pa tvoj partner ejakulira blizu nožnice,
in sperma pride v nožnico, potem obstaja možnost, da zanosiš. In kljub temu, da je ta verjetnost zelo majhna, so kondomi pri analnem seksu zelo priporočljivi. Ne le zaradi možnosti zanositve, ampak zato, ker je možnost okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi med analnim seksom veliko večja kot pri drugih oblikah seksa. Nobene povezave ni med črevesjem in maternico ali pa nožnico. In tako ni niti kančka možnosti, da zanosiš, ker si pogoltnila spermo. Prekinjen spolni odnos je ful slaba oblika kontracepcije. Statistično gledano, 1 izmed 5 žensk, ki uporablja to metodo zaščite, zanosi. Dovolj je že, da moškemu enkrat ne uspe pravočasno prekiniti spolnega odnosa. Poleg tega pa težava leži tudi v tem, da preden moški doživi orgazem, pride tudi do predizliva. To je majhna količina tekočine, ki včasih lahko vsebuje tudi spermije. In če pridejo do jajčeca, lahko pride do oploditve. A veš, da se potem, ko ženska rodi, njena nožnica vrne v prvotno stanje? To pa zato, ker je nožnica narejena tako, da se lahko raztegne in pol skrči nazaj. Seks z različnimi partnerji ne more raztegniti nožnice, razen če spi z nekom, ki ima res velik penis. Ampak tudi potem se nožnica skoraj takoj vrne v prvotno stanje in njen naslednji partner nikakor ne bo mogel občutiti razlike. Bi pa tu omenila še to, da se nožnica, ko je ženska vzburjena, ne samo navlaži, ampak tudi poveča in podaljša. Ozka nožnica največkrat pomeni to, da ženska ni vzburjena. Če opaziš, da je punca, s katero si ozka, pol poskrb, da vključiš dovolj predigre. Pozoren bod tudi na to, da je dovolj sproščena in po potrebi uporabi lubrikant. In če ne boš poskrbel, da uživa s tabo, potem si bo vedno manj želela seksa s tabo. Ženski orgazem velikokrat ni odvisen samo od prave stimulacije, ampak od njene glave. Če je pod stresom ali pa če jo kaj skrbi, lahko njen partner dela vse tako, kot je treba, pa ne bo mogla doživeti orgazma. Tudi določena zdravila in včasih celo hormonska kontracepcija lahko vplivajo na to, da ne doživi vrhunca. Včasih je pa problem tudi v tem, da moški ne vejo, da klitoris igra največjo vlogo pri ženskem orgazmu. Povprečno 75% žensk za to, da doživi orgazem, potrebuje še dodatno stimulacijo klitorisa in samo penetracija pogosto ni dovolj. Gej si samo, če te privlačijo moški. Če te privlačijo tako moški kot ženske, si pa biseksualc. In če imaš rad analni seks, to pomeni samo, da veš, kaj je dobro. Definitivno pa ne pomeni, da si gej ali pa da nisi. Moški imate v anusu prostato. In prostata je kot moškega točka. Gre za spolno žlezo, ki lahko pripelje do orgazma, ki je veliko bolj intenziven od navadnega. Poleg tega pa raziskave kažejo, da masaža prostate zmanjšuje možnosti za raka na prostati in možnosti za težave z erekcijo, ko si starejši. To pomeni, da z redno stimulacijo prostate tudi zelo dobro skrbiš za svoje zdravje. To je za danes vse. Hvala za ogled videa in če te zanima še več, si lahko pogledaš videe, ki smo jih že objavili, ker tam veliko bolj natančno govorim o skoraj vsem, kar sem tu omenila. Če pa raje bereš, pa ne pozabi prečekirati našega bloga, kjer najdeš vse video vsebine v pisni obliki. Slediš nam lahko tudi na Instagramu, Facebooku, TikToku in YouTubeu. Vedno pa smo ti tudi na voljo, če imaš kakršnokoli vprašanje. Se vidimo!